Pozdravljeni, moje ime je Urban Valentič. Danes boste poslušali, kako smo začeli našo podjetniško pot, od startupa do naše končne ideje. Opisal bom malo naš produkt Tegelc, kako deluje, je avtomatsko zalivanje za rastline. Potem bomo malo govorili še o podjetniški poti moji in poslušajte nas lahko na potencial moje mladosti na Ljubljana TV. Spoštovani, dobrodošli v še eni oddaji Potencial moje mladosti. Danes mi je izjemno veselje, da vam bom lahko predstavil eno res zanimivo zgodbo, ki je štartala iz ene take zanimive anekdote. In z menoj tukaj v studiu je tokrat šele 19-letni Urban Valentič. Urban, živijo. Zdravo. Hvala, ker si se odzval tako hitro na moje povabilo. Res sem bil vesel, da predstaviš nam tvojo zgodbo, ne. Zdaj, Urban, tako kot sem uvodoma omenil, v ozadju je meni osebno, ko sem bral tvojo zgodbo, ne, vedno naredimo tak briefing pred snemanji, ne, mi je bilo res zanimivo, kako je ta ideja nastala, ne. Zdaj ti mi boš mogoče razložil, če je bilo to res tako filmsko, kot tam piše, ali si mogoče to idejo v ozadju že negoval, ne. Namreč enkrat ste sedeli popravi me, če karkoli narobe povem, prostorih Katapulta oziroma od Devesofta, ne, in si ti komentiral, da tiste rastline tam niso bile v najboljši kondiciji, uboge rožice, rastline, ne, in da bi se dalo to mogoče kako drugače. Daj mi malo povej, kako je nastala tvoja ideja, kaj ti danes ki te je pripeljala do tega, da si danes soustanovitelj podjetja Tegelc. Malo več nam povej. Ja, tako je. Kot ste brali, bilo resnično tako, je pa še malo več do te zgodbe. Okej. Začelo se je, mislim, da v drugem letniku srednje šole takrat. Bravo. Zdaj zdaj grem na fakulteto za strojništvo. Takrat smo šli pa iz šolo na podjetniški inkubator Katapult, kjer smo imeli dvodnevno delavnico o podjetništvu in smo rabili najti en problem, na ta problem najti rešitev in potem iz te rešitve nekako narediti produkt. To zgodba je bila čisto resnična, da sem pogledal po pisarnah pa videl, da so bile rastline praktično mrtve. In kaj je bil problem, da so bile mrtve? Ja, niso jih zalivali, ne. In naša rešitev za to je bila pa Tegelc. Pa smo jo potem popeljali do konca in zdaj smo tu, kjer smo. Ampak skratka, tudi namen vsega skupaj, dvodnevni izziv je bil najti nek real life challenge, izziv v realnem življenju, ki obstaja vsakodnevno, in ga rešiti, ne. Tako je, ja. Našli smo pač ta problem, potem na ta problem rešitev, potem so pa iz naše rešitve smo naredili tudi prototip, ki smo ga predstavili pred celotnim Katapultom in nekam članom Devesofta za investicijo, ki smo bili takrat tudi zmagali in s to investicijo smo nato popeljali lahko naprej. Čestitke. Hvala. Kje pa je podjetje Tegelc danes? Predno nam razložiš v bistvu, zakaj sploh se gre. Ja, podjetje Tegelc je še vedno v Trbovljah, še vedno v prostorih Katapulta, še vedno močno sodelujemo s Katapultom in z Devesoftom vsak dan in zaenkrat nameravamo ostati še v Trbovljah ali pa vsaj v Sloveniji, no. To, da sodeluješ še vedno z Devesoftom, je dokaj očitno tudi po v bistvu tej lepi opravi, ki jo imaš danes, a ne, s tem meni vedno prepoznavnim logotipom Devesofta. Preden grejo naprej na zgodbo Tegelca, tvoje načrte, začetke in tako naprej, daj mi malo povej, kaj skupaj razvijate z Devesoftom. Namreč tudi v ozadju imamo danes zelo zanimive grafične prikaze, celo dinamični video, renderji. A nam malo poveš najprej o tvoji vlogi sodelovanja s Katapultom in Devesoftom, pa potem mogoče malo opišeš tale projekt v ozadju. Ja, no, bom kar začel s Katapultom. Na Katapultu imam seveda svoje podjetje Tegelc, drugače pa tudi sodelujem s pomočjo startupom drugimi, a ne sem kot konstrukter oziroma 3D modele rišem načrta, ko pride če nekdo pride iz startup idejo, ampak ne zna še razviti do konca izdelek, me velikokrat povabijo, nucajo, da dejansko naredim nek prototip, ki se potem naprej razvija. In če je to, zdaj je bilo že, ne vem, mislim, da 10 ali 15 startupov, na katerih sem pomagal. V Devesoftu pa sem trenutno rišem nov merilni inštrument za njih in še ene par takih manjših stvari, ki so bodoči produkti Devesofta. Wow.
Pol imaš kar, so ti zaupali že pri 19 letih tako zelo pomembno, zelo pomembno vlogo, ne? Ja, mislim, da zdaj trenutno tale merilni inštrument, ki ga rišem, je eden najpomembnejših za DB-soft. Wow, bravo. Torej boš dejansko tvoje poslanstvo je, da boš soustvarjal res najnaprednejše dejansko produkte, ne? Ja, tako probavamo. Odlično. Omenil si pa, no, mogoče še beseda, dve prej o tej spektakularni animaciji v ozadju, no, in tem renderjem. Ja, to, kot vidite v ozadju, je pa mesto akrobatov, ki bo bilo izdelano v približno 10 letih do konca, se pa gradi v Trbovljah, v Lakonci. Tukaj je bil včasih trbovljski rudnik in zdaj so ga DB-soft in Katapult predelal v tako zelo lepo mesto bo, zdaj pa se že gradi in konec naslednjega leta bo že v prvi fazi gradnji, že prvi objekti bodo izgrajeni, kjer se bodo lahko tudi selili določeni startupi in bo kar zanimivo. Wow, vrhunsko. Mislim, ko sem jaz pogledal tale video pa te renderje, sem rekel samo kapo dol, ne. Nekaj slik sem že predhodno videl v medijih, ampak tole, ko vidiš dejansko tako detaljno predstavljeno je, deluje res spektakularno, ne. In omenil si, da bo na tej lokaciji, kjer je bil prej, Rudnik, ja. Torej ima tudi neko simboliko za seboj nosi, nekega prej mogočega uspešnega modela in potrebnega za ta svet v neko noviteto, ne. To je res zanimivo. Okej, zdaj začela sva to zgodbo o Tegeljcu, ne. Kako je prišlo do tega? Prebral sem tudi v tvoji zgodbi, da ste na začetku bili 3 člani, torej 3 dijaki, takrat še zelo mladi, ne, nadobudni. Na koncu si v bistvu vztrajal samo ti. Zakaj, kako? Ja, tako je. To je bila kar taka zanimiva zgodba, ne. Bili smo 3, takrat, čisto na začetki fazi smo vsi energetični za to, vsi želimo za to, ampak ko se enkrat veliko bolj podjetje razvija in ko so problem za problemom, a ne, veliko ljudi izgubi upanje v to. Jaz sem bil edini tukaj, ko ni izgubil upanja in je napeljal to idejo do konca. Oni pa pač niso za ta podjetniški svet zgleda in so prej obupali in šli stran od podjetja. Zdaj imam na srečo tudi novega poslovnega partnerja, ki pa skrbi za marketing. Super. Zato zdaj nisem več sam, no. In kar pomaga. Si prepoznal to potrebo, ne? Eno je imeti dober izdelek, dobro idejo, to je vse krasno, ampak če nihče ne ve za to, če ne prodaš na trgu, kaj ti nuca, tako kot si prej sam. Točno tako, ja. Marketing sem se pa naučil, da je verjetno najpomembnejša stvar v podjetju. Poleg dobrega izdelka, seveda, dobre rešitve, ne. Eno je prodati zgodbo, pa potem ne dostaviti z dobrim izdelkom, drugo je pa imeti fantastičen izdelek, pa nikomur to ne prodati, ne. Oboje potrebuješ pravzaprav. Točno tako. Omenil si pa tudi vztrajnost, ne. To mi je zelo ena taka vrlina, ki jo mislim, da je treba spodbujati. Na splošno menim, da Slovenci kot ljudje, kot narod smo vztrajni, smo tega borbenega duha, ne, delovni, pridni, pogosto slišimo, a ne. Tudi veliko je nekih zgodb o uspehu za tako majhno državo, ne. Ampak žalosti me dejstvo, da je vseeno v Sloveniji podjetništvo pogosto smatrano, prikazano v medijih, mainstream, sploh kot nekaj slabega, nekaj negativnega, ne. In tudi s to oddajo želimo te mite razbijati, ne. Tako da, a poveš malo več, kaj je nekako tisto, kar je potrebno, da človek ali pa sploh tako mlada oseba uspe v podjetništvu? Ja, rekel bi, da je najbolj pomembna stvar potrpežljivost, da verjamete vase in v svojo idejo, ker morate se zavedati, da veliko časa ne bo nobenega profita v podjetju, velikokrat bo samo izguba in morate toliko verjeti v vašo idejo, da čeprav vidite na računu, da je sam minus zmeraj, da še vedno vztrajate. Urban, ne tega preveč poudarjati, da ne bova demotivirala vse bodoče podjetnike. Ampak to je res taka odličen utrinek iz realnosti podjetništva, vsaj na začetku, ne. Tako je. Ljudje to, tisti, ki pa so za podjetništvo na drugi strani medalje, ne, pogosto romantizirajo, ne. Kako je fajn biti na svoje, imaš svojo svobodo, denar kar priteka, ne veš, kaj boš z njim, ne. A ga boš investiral, a boš kupil nov avto. Zdaj, karikiram seveda, ne. Ampak mislim, da imajo danes mladi predvsem malce, z vsem spoštovanjem, malce izopačeno predstavo o tem, ne. Kako se da vse hitro zaslužiti. Pa jaz ne trdim, da se ne da, ampak to so bolj prej izjeme kot pravilo.
Tako da zdaj preden bova šla na ta tvoj odgovor, bova pa naredila eno čist kratko pavzo za reklamni blok. Pa, drage gledalce, gledalke in gledalci, ostanite z nama, z Urbanom, ker vas čaka še veliko, veliko zanimivega. Pozdravljeni nazaj, ponovno ste v moji družbi in predvsem v družbi mladega Urbana Valentiča. Urban, živa, še vedno se pogovarjava o zanimivi temi, ne? Pred odmorom sva rekla, da nekako življenje podjetnika, sploh mladega podjetnika na začetku, niso samo neke rožice, ni vse tako lepo romantično, kot zveni, ne? Mogoče tukaj, da bojo mladi malo razumeli, kaj so tu neki mogoče pasti, minusi, konec koncev pa tudi vseeno, zakaj bi potem nekdo mlad šel danes probati neko idejo, jo testirati na trgu, validirati in sploh iti v podjetništvo. Kaj bi rekel? Ja, jaz bi prvo rekel tako, no, da bi malo opisal, da si lahko predstavljal, kako je bil moj povprečen dan med največjo našo sezono, ki je bilo največ dela. No, da slišimo. Mislim, da je bilo to okoli 3-letnik ali 4-letnik. Sem že tudi kdaj mogel med tednom ostajati ob 4 zjutraj, da sem šel takoj že na katapult, smo zapakirali vsa paketa in da se lahko to isti dan že poslali, ker pač stranka, če neki kup rab dobiti to, tu v enem dnevu ali 2 dneva, da smo probali narediti čim več v enem dnevu, potem seveda odgovoriti na vse maile, ko sem jih dobil, in potem v šolo priditi. V šole sem bil približno do 2 in šole direktno nazaj na podjetje, kjer smo še naprej delali do 8 zvečer približno in naslednji dan enak. Skratka, res je potrebna ta neka vztrajnost in v bistvu, da se temu zavežeš, dediciraš, ne, nekemu cilju, ne. To je bilo ravno moje naslednje vprašanje, tako da si mi delno že odgovoril. Kako si uspel vse to usklajevati, ne, študij, konec koncev je to tudi neko tako zanimivo obdobje v nekem življenjskem ciklu posameznika. Mlad si, veliko stvari te zanima, mogoče vrstniki ga žurajo, ne, hodijo nekam na izlete, se zabavajo. Jaz to vidim kot en kup tudi nekega odrekanja, ne. Kako vse skupaj ti to vidiš? Ja, ne, nekaj hobijev sem res mogel pustiti, da sem imel čas za te stvari. Tudi glede v šoli, pa iz ocenam niti nisem bil tako slab, sem bil zmeraj dober. Si brihten, pa je nekako šlo, ne? Ja, nisem niti tako poznalo po ocenih, no. Zmeraj so isto ostale, a ne, ampak res ogromno časa ti porabi podjetništvo, sploh če se toliko greš v to, kot smo se mišli. Ste šli na polno, enostavno. Ja, po domač. Ok, kako pa izgleda zgodba danes, a še predtem razloži, kaj sploh koncept tegeljca je. V ozadju je en zelo zanimiv izdelek. Daj prosim našim gledalkam in gledalcem vse skupaj malo opiši. Ja, naš produkt deluje zelo enostavno, deluje preko osnovne fizike. Uporabnik preprosto da naš tegelj za obstoječ lonček, ga potem prekrije z zemljo in nato posadi notri rožo ali rastlino. In preko indikatorja na strani nalije notri vodo, kjer se lahko skozi spremlja, koliko je še vode notri. Drži pa od 1 do 2 tedna, zato če greste na dopust, na morje smučati, ne rabite nobenega, da vam skrbi za rože. Skratka, vse se samo regulira, zaznava in skladno s tem dozira ustrezno stopnjo vlage, vode, ne? Zelo zanimivo, jaz mislim, da to marsikomu pride prav. Kdo pa so danes najbolj pogosto vaši kupci, recimo, ali so to bolj neke organizacije, podjetja, ki imajo mogoče na neki kvadraturi veliko maso nekih rastlin, ne? Ali so dejansko to tudi posamezniki, oboje, koga si več želite, kje ste našli vaš nek tak sweet spot, pa je to Slovenija, vem, da nekaj delate že v tujini. Ja, naš trenutno največ kupci so posamezniki. Veliko ljudi kupi to kot darilo. Velikokrat slišimo, da nekdo kupi za darilo njihovi mami ali partnerki. To je skoraj vedno tako. So pa tudi seveda cvetličarne. Iz cvetličarne so pa naš drug največji delež. Prodajamo jih tudi v cvetličarni v Ljubljani. Super. Logično, ne? Ja. V bistvu. Tako da, ja, imate kar tak diverzificiran spekter možnosti pravzaprav, ne, saj kamorkoli vstopa v nek prostor skoraj z nekimi izjemami vidimo rastline, a ne? Tako je.
Verjetno jih imaš tudi sam doma. A si ti tako tudi ljubiteljsko pristopil k temu, imaš rad rastline, jih neguješ sam ali? Ja, itak, da imam rad rastline, ne, tudi doma jih imamo kar precej. Okay. In doma se vidim, ko grem v svojo sobo, ne, so vsi prototipi še starih tegelcev notri, ki še vedno uporabljam, ker na koncu še vedno enako delajo, ampak zdajšnji je najboljši. Pa lahko zmeri za nazaj pogledam, kako je bil tegelc in kje je zdaj. Wow, odlično. No, in kje ste štartali in kje ste danes? Kakšno pot ste prehodili in kaj se obeta za jutri? Kakšni so plani, Urban? Ja, naši plani za 5 do 10 let, ne, bi radi naredili več različnih velikosti tegelcev, za več različnih rož. Radi bi ostali v Sloveniji, proizvodno bi radi imeli še vedno tu. Pardon, to sem prebral, da si prav izjavil, ne, citat je, da boš poskušal vedno ostati v domačem kraju s proizvodnjo, ne glede na globalno širitev, ne? Tako je. Zakaj? Ja, rad bi vedno tu ostal v Sloveniji, mi je zelo všeč tukaj, ne, rodil sem se tu Slovencem in rad bi pomagal državi in vsem, ko tu živijo, če je tu, se lahko tudi zaposlijo pri nas, so zmeraj dobrodošli in ne vidim razloga, zakaj bi šel na Kitajsko ali pa kam drugam. Torej, poleg tega, da seveda rad živiš v Sloveniji, tudi če bi lahko lokacijsko samo outsourcal, spremenil lokacijo, da bi ti to nekdo drug urejal, ti želiš dejansko spodbujati lokalno okolje, da tukaj stvari rastejo. No, prej sem te, oprosti, malo prekinil glede planov za naprej. Ja, kot sem govoril, različne velikosti bi ne, še vedno bi ostali v Sloveniji. To so največji plani. Seveda bi radi še začeli prodajati v ameriški trg, azijski in celotni evropski trg, pardon. Ja. Trenutno prodajamo največ v Sloveniji, nekaj je tudi v Evropi, na Ameriko pa še nismo šli, ker rabimo veliko več denarja za to. Pa tudi verjetno malo testirati, validirati idejo. A ste že naredili kakšne analize, je tam potencial primanjkljajev? Jaz predvidevam, da je, ne? Ja, smo naredili, pomanjkljaj je povsod, ne, ampak za ameriški trg seveda večji stroški, rabili bi tudi verjetno odpreti neko podružnico v Ameriki, da bi lahko tam poslali naprej. Ja. Pravi, ni tako lahko, kot se sliši, a ne, zalaufaš neke oglase, narediš malo awarenessa, pa si že tam, ne. Rabiš distribucijske poti, kakšne lokalne agente, stvar vzpostaviti tam legalno, tudi vzpostaviti neke zadeve vredno, ne, si predstavljam. Tako je, ko ste glih omenili oglase, tukaj smo se pa verjetno največ naučili in največ zgube naredili na oglasih, ker smo na začetku imeli, bi rekel, kar dobre oglase, vsak dan smo dobivali naročila, pol vmes smo malo spremenili oglase, smo mislili, da je boljši in tam smo kar precej denarja tudi izgubili, ker ni praktično noben kupil po tistih oglasih, izjemamo spet na nov oglas in veliko boljše. Ja, jaz izhajam iz te performance marketinga, s tem sem začenjal, tako da mi je približno jasno, kako zahtevno je to področje, ne, tako da jaz mislim, da odlična poteza je ta, da si v ekipo med vas sprejel novega člana, ne, ki skrbi bolj za ta marketinško-prodajni del, pa ogromno nekega testiranja, ne. Kako pa gledaš na to recimo splošno podjetništvo, ne samo marketing, prodaja, da moraš konstantno nekaj testirati, validirati, če ne gre pivotirati, porezati, vse te neki izrazi, ki jih slišimo danes. Kako to izgleda? Ja, za mene je podjetništvo najbolj preprosto zabava, mene to najbolj veseli. Meni ni nikoli težko iti na podjetje, pa čeprav je to ob 6 zjutraj, zmeraj sem zjutraj vesel, da grem lahko tja, da delam to, kar me veseli. Wow. Ja, za mene je to veselje. To mislim, da je nekaj, kar si želi vsak slišati, da je res za zgled, ne. Kaj ti na koncu dneva vidiš, če nekdo je res orientiran samo performančno, pa zaradi zaslužka. Jaz poznam zelo redke primere, ki so na koncu zaradi tega uspeli, če pa že so plačali kar visok davek za to. Jaz sem mnenja, da moraš pri svojem delu uživati, ne. Torej, verjetno gledaš tudi v prihodnosti tako, da bi probal to iskrico presenečenja in uživanja ob delu nekako ohraniti. Ampak pogosto to podjetjem nekako ne uspe ohranjati na dolgi rok, ne. Verjetno se tudi kaj pogovarjaš s starejšimi podjetniki. A si dobil kakšen nasvet, kako to iskrico ohraniti? Ja, dobro vprašanje. Ja. Sem te presenetil. Ja. Ja, no.
Zdaj sem govoril že kar s številnimi podjetniki, tudi enimi izmed najbolj uspešnimi, a ne, in skoraj vedno rečejo, da vsi vidijo svoje podjetje kot nek del družine, a ne. Kot otroka včasih. Ja, celo. kot otroka. In Ja. to je mi res največ pomembno. In jaz bi pa to rad na enak način, no. Ohranil. Ja. bodoče. No, ja. Da še kaj bi? Sem mislil, si želel še kaj dodati. Je pa to super iztočnica za nadaljevanje najinega pogovora, zadnjega dela in gledalkam in gledalcem obljubljam, da bo še veliko zanimivega, tako da ne zamuditi zadnjega dela mojega pogovora z Urbanom. Lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj v moji družbi in v družbi Urbana Valentiča. Nadaljujeva oziroma prehajava v zadnji del najinega zelo zanimivega pogovora. Jaz moram reči, da sem se, Urban, danes od tebe veliko naučil in v vsaki oddaji se od mladih ogromno tega naučim. Se mi zdi, da je na splošno to prenašanje znanja, idej, brainstorming zelo, zelo ključnega pomena, da si ti obdan z nekimi ljudmi, sploh pa, če so v podobnih čevljih, ne, bom rekel, si delite neko pot. Tako da prej sem malo govorila o pomembnosti nekih nasvetov od mogoče starejših, izkušenejših kolegov, a ne. Jaz pravim, da se vsi lahko učimo od vsakogar, ne, starejši od vas, mlajših, mlajši pa tudi od izkušenj starejših konec koncev, ne. Vem, da ko so se pogovarjala pred snemanjem, si mi to tudi nekaj omenil, da se ti to zdeli, ta aspekt zdi zelo pomemben, ne. Bi še kaj na to temo dodal, koliko je to dejansko pomembno? Ja, meni je bilo to kar zelo pomembno, no. Bi pa povedal en citat, no, mnenje, ki sem ga dobil od enega najbolj uspešnih slovenskih podjetnikov, to je Jure Knez, ki je predsednik Devesofta in ustanovitelj. In se spomnim, ko smo imeli najin prvi sestanek, čisto prvi, a ne, ko smo imeli komaj še malo naprej od ideje. Zagotovo tega ne boš nikoli pozabil, ne? Točno tako. Ja, in takrat mi je rekel, no, da je dobra ideja, da se jo splača izpeljati do konca, naj ne obupam nad idejo in da tudi, če na koncu vidim, da se mogoče ne bo prodajal, da si je še vedno bilo vredno probati in da sem dejansko končal idejo in popeljal do konca. Gospoda Kneza vidiš še danes kot nekega mentorja, ki ti je na začetku pomagal, se lahko še danes kaj obrneš na njegove nasvete ali nekih drugih kolegov? Ja, tako je. Za te nasvete ponavadi kar velikokrat direktno Jureta Kneza vprašam. Zdaj tudi sodelujemo preko Devesofta na številnih projektih. Seveda. In tudi pri drugih podjetnikih, ki sem jih vprašal, so vedno želeli pomagati mi. Nikoli nisem dobil neke negativne izkušnje od drugih podjetnikov, ker so bili na koncu dneva vsi v istih čevljih, vsi so šli čez te faze in vsi radi pomagajo, no. To mi je zelo zanimivo izhodišče za naslednje vprašanje, ne. Namreč opažam, da je neka skepsa mogoče na trgu. Recimo jaz osebno se precej udejstvujem recimo na LinkedInu, a ne, kot eno tako sigurno številka ena poslovno socialno omrežje trenutno. In vidim veliko skepse okrog tega, da bi se mladi še malo bolj izpostavili, pa imajo pogosto že neke ideje, so že aktivni na trgu dela ali v podjetništvu, ne. In jaz sem vedno, ko sem recimo imel predavanja, delavnice z mlajšo populacijo, študenti in tako naprej, jim svetoval, dajte začeti zgodaj s temi stvarmi, spromovirajte se, povejte, kdo ste, izpostavite vaše veščine, talente, povejte, kam bi radi prišli, povezujte se s temi pred vami, ker nasprotno splošnega mišljenja, da boste naleteli na nek odpor ali samo šume, da si nihče nekdo vzel časa, to ni res, ne. Pogosto si starejši radi vzamejo za mlajše, ko vidijo to proaktivnost, to željo in z veseljem v bistvu vzamejo pod neko okrilje ali pa vsaj pomagajo s kakšno usmeritvijo in nasvetom, ne. Tako da jaz mislim, da to je ključna stvar, da na začetku poti se obdamo s takimi ljudmi, ne. Pomembno pa tudi obdati se z drugimi mladimi, nadobudnimi podjetniki in v bistvu to je nekaj, kar dejansko inkubatorji in okolja kot Katapult počnejo, ne. Kako izgleda recimo tam življenje, delo, sodelovanje, dodane vrednosti tega, da si tam? Ja, na Katapultu je kar precej podjetnikov, nekateri so toliko stari kot jaz, no, celo malo starejši. Koliko vas je zdaj recimo približno različnih podjetij, subjektov? Čez palec.
je bil gibal, bi rekel, tam 20. No, to pa je kar neka Ja. skupnost, ne? Pa mogoče še celo več. Ker nisem zdaj spet toliko povezan z drugimi podjetji, ampak bolj s temi, ki jaz sodelujem z njimi. No? In ja, Katapulti vam omogoča mentorstvo, ima ene zelo dobre mentorje, kontakte, če potrebujete, naprimer, neka merilna inštrumenta, a ne greste kar direktno na Develsoft lahko. Ja. To je kar močno, vam pomagajo. To je tudi meni kar zelo pomagalo, da so mi dali lahko kontakte od skoraj vseh, ki sem potreboval. Potem tudi glede investicije, lahko pičate vašo idejo in če se mi zdi dovolj dobra, dobite investicijo. Plus Katapulta je pa to, da ne vzamejo delež podjetja kot drugi inkubatorji, ampak se rabite dogovoriti, da se potem ta denar vrne nekako. To je pa nek plus, ki ga veliko podjetnikov vidi, da ne zgubijo delež svojega podjetja. Da ostanejo nekako avtonomni, ne, pri svojem Tako je. delovanju, odločanju. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Ne. Ampak dejstvo je, ne, morava biti iskrena, da brez nekega kapitala, denarja pa tudi ne gre. A ne. Zdaj, a ga nekje pičeš, dobiš, ali ga pač sam zaslužiš, ali so lastni prihranki. Kdaj celo slišim zgodbe mladih podjetnikov, ko družina pomaga. Samo pomembno je verjeti v svojo idejo. Ne. Ja. In recimo zanima me v kontekstu tega, kako je pa to izgledalo na začetku, pri prototipih, ko ste dali malo v test, ali pa ko so prvi uporabniki, prvi kupci naročili, to je tisto vedno najbolj zagotovo eno bolj nervoznih, negotovih obdobij, ne? Ko daš stvar na trg, splaviš, toliko časa si verjel v idejo kot nek otrok, sva prej rekla, zdaj pa ta otrok zakoraka v širni svet. In kakšni so bili prvi feedbacki, torej odzivi kupcev na trgu? Ja, bom začel z eno zgodbo. Ne. Se spomnim prvi teden potem, ko smo jo dali na trg naš produkt, sem skoraj vsak dan čakal na e-mailu in čakal, če bom slučajno dobil kak e-mail, če kaj bilo narobe, če mogoče ni dela reklamacija. Vsak dan sem gledal to, če je slučajno, na srečo ni bilo nič od tega, dobil sem pa feedback, a ne. Na začetku smo kar navodila dali na škatlo in se mi zdi dovolj dobro. Potem smo opazili, da stranke niso znale sestaviti našega produkta in smo naredili nove navodila in jih priložimo zraven vsakega tegelca, tako da ta problem smo odpravili. To je bil verjetno največji feedback od strank, vse drugo pa so bili kar zadovoljni. No? Torej, bi rekel, da nekako skupni imenovalec vsega tega je, da stvar lansiraš, splaviš na trg in potem testiraš in se prilagajaš glede na povratne informacije. Ne? Tako je. Kajti vsega tudi ne moreš nemogoče predvideti. Ne? Ja. Meni je to recimo tudi dobro izhodišče, pogosto podjetja, tudi izkušena podjetja, kaj šele neki novopečeni mladi podjetniki, imamo neka predvidevanja, assumpcije. Aha, to bi moglo delovati zaradi tega in tega, naredili smo neko raziskavo, potem pa v praksi se lahko izkaže ali povsem negativno ali pozitivno, ne? Ampak drugače od zamišljenega. Ne? In jaz mislim, sploh, če je kaj negativnega, mora človek ostati zvest svoji ideji. Ampak kaj pa meniš, gotovo si v svojem delovanju, zdaj sploh v inkubatorju videl tudi ideje, ki enostavno se niso uspele prebiti na trg. Mogoče niso bile slabe, ampak v tem danem trenutku mogoče trg tega ne potrebuje iz različnih objektivnih razlogov. Kaj meniš o tem, da se je včasih mogoče pa treba tudi ustaviti pa iti v kakšno drugo zgodbo, pivotirati? Ja. Tukaj, kot ste rekli, da nekatera podjetja oziroma ideje niso prišle na trg, velikokrat vidim, da zaradi tega, ker niso imeli ustanovitelji tega vizije morda? Ja, vizije, niso bili resni za to, niso nadaljevali idejo, so kar ustavili, se jim preprosto ni več ljubilo. A ne, to je skoraj 90% je to. Kdaj idejo res vidiš, a ne, mogoče si že nekdo drug naredil, je naredil cenejše in boljše in če zdaj probaš konkurirati proti podjetju, ki je že mogoče milijardo vreden, kot startup, bo zelo, zelo težko to. Kako je bil vaš odgovor? Lahko se pa vedno preusmeriš v nekaj drugega, ne? Ja. Vendar je potrebna, spet prijo nazaj do besede, vztrajnost. Tako je. Vztrajnost je podjetniško najbolj pomembna stvar. No. In na splošno bi rekel, da vztrajnost je ena vrlina, ki je ključnega pomena v življenju vsakega posameznika, skupnosti in mogoče spet tukaj prihajajo na razlike med generacijami. Kar jaz opažam, to pogosto povem med mladimi danes, ne, tvojimi vrstniki,
ali nekaj let plus minus, ne, da je precej razslojenosti med tistimi, ki so mogoče popolnoma pasivni in anemični glede nekih ambicij in takimi kot si ti, ki pri že 19 letih praktično, bom kar rekel po domače, razturaš, ne. Torej si toliko ogromno tega dosegel, že lansiraš stvari na tuje trge, sodeluješ z enem najbolj prepoznavnih tehnološko dovršenih podjetij pri nas in v svetu, Devesoftom, ne. Skratka, pred tabo imam same pozitivne karierne poti in odločitve, ampak ta težava vztrajnosti, ko nekako mogoče percepcija, da se da vse na hitro in ko se ne da hitro, pade motivacija in vztrajnost. Torej, v tem kontekstu, kaj je tvoje neko zaključno sporočilo in nasvet mladim, ambicioznim posameznikom? Ja, vsem mladim, ki to gledate, bi vam pa povedal, da se splača probati, če verjamete v vašo idejo in res mislite, da lahko spremenite svet, vas spodbujam, bi rekel, da probajte dati na trg to, ker boste veliko bolj obžalovali, da niste probali, kot da vam ne uspe, ker če boste kdaj videli, da je nekdo drug slučajno uspel za vašo idejo, vam bo veliko bolj žal, da niste tudi vi probali tega. Urban, to se mi zdi krasen zaključek, bolje ne bi mogel zaključiti, tako da so tudi moje besede na tem mestu odveč. Urban, hvala ti še enkrat, ker si se pripeljal v Ljubljano na tole snemanje in res za vsa sporočila, ki si jih dal mladim. In samo tako pogumno in srčno naprej pa uspeh ne more izostati. Hvala za povabilo na Ljubljana TV. Upam, da vsi gledalci, ki to gledate, da ste se kaj naučili, da vam je bil pogovor zanimiv in se še kaj vidimo, ne? Sem prepričan v to, da se nam poti še prekrižajo. Spoštovane gledalke in gledalci, mi pa se spet srečamo prihodnjič, ko bom gostil nove zanimive goste in zanimive zgodbe. Do prihodnjič.